Lep pozdrav! Danes si bomo pogledali nekaj, kar je očitno veliko več kot le telefon. Raziskujemo namreč kulturni fenomen iPhona in sicer skozi esej, ki se poglablja v njegov skriti, globši pomen. In vse se začne prav s to misijo. Vir, ki ga obravnavamo namreč, poudarja, da uspeh iPhona ne tiči zgolj v tehničnih specifikacijah. Ne, skriva se v močni, vodilni ideji, ki stoji za vsem skupaj. Ključno je torej razumeti, da ne govorimo samo o telefonu, govorimo o skrbno oblikovani izkušnji, o nečem, kar je mišljeno kot digitalni podaljšek nas samih, simbol sodobnosti in ustvarjalnosti, ne pa zgolj hladen kos strojne opreme. In ta ideja, ta koncept temelji na nečem še globšem, na filozofiji harmonije. Poglejmo si podrobneje, kaj to sploh pomeni. Tukaj je bistvo. Strojna in programska oprema nista bili razviti vsaka zase. Ne, rojeni sta bili skupaj. Na eni strani imamo to neverjetno pozornost do detajlov, vrhunske materiale in čiste linije. Na drugi pa programsko opremo, ki je pisana na kožo prav tej strojni opremi. In rezultat? Vse deluje organsko, brezhibno, kot eno. In ta harmonija se kaže v estetiki preprostosti. Minimalističen dizajn, ki ne kriči za pozornost, ampak šepeta z gotovostjo. Daje občutek, kot da je naravni podaljšek roke. Tudi animacije in interakcije v iOS-u so tekoče, organske. Lepota tukaj ni samo nek okras, ampak je resnično v središču uporabniške izkušnje. V redu, vse to zveni lepo v teoriji, ampak ključno vprašanje je, kako se te abstraktne ideje prevedejo v nekaj otipljivega, v tisto, kar občutimo vsak dan. No, odgovor se skriva na 3 ključnih področjih, kjer ta filozofija resnično zaživi. To so kamera, operacijski sistem in celoten ekosistem naprav. Začnimo s kamero. To ni zgolj še ena tehnična lastnost, to je instrument za ustvarjalnost, orodje, ki je dobesedno demokratiziralo vrhunsko fotografijo in video ter milijonom ljudi omogočilo, da postanejo pripovedovalci zgodb. In lepota vsega je v tem, kako enostavno je doseči profesionalne rezultate. Z enim samim dotikom se skriva cel svet kompleksne tehnologije, komputacijska fotografija, ki rešuje težke svetlobne pogoje, nočni način za osupljive slike v temi, portretni način za umetniško globino, vmesnik pa je tako preprost, da ustvarjalnost lahko preprosto teče, brez ovir. Potem je tu operacijski sistem, iOS. Vir ga opisuje skoraj kot digitalno zen okolje. Prostor, kjer digitalni haos umakne mesto redu, stabilnosti in elegance. To ustvarja nekakšen občutek miru in zaupanja v napravo. In ta občutek se samo še poglobi, ko pogledamo celoten ekosistem. Tukaj stvari postanejo skoraj magične. Kopiraš besedilo na iPhonu in v sekundi je na voljo na Macu. Obvestilo se prikaže na uri, slušalke se povežejo same, naprave ne delujejo le skupaj, ampak delujejo kot en sam inteligenten sistem. Ampak, da bi vse to delovalo tako gladko in da bi temu sistemu sploh lahko zaupali, je potreben še en temeljni steber. In to je zavezanost k varnosti. In tukaj esej poudarja nekaj ključnega. Varnost ni nekaj, kar so dodali na koncu kot nek dodatek. Ne, je sam temelj celotne izkušnje. To je del Appleove obljube. S to digitalno trdnjavo torej iPhone ponuja občutek miru. Podatki se v veliki meri obdelujejo kar na napravi. Šifriranje je privzeto vklopljeno, Face ID je izjemno zanesljiv. In strog nadzor nad aplikacijami preprečuje nezaželeno sledenje. Vse to v svetu, kjer so naši podatki postali izjemno dragoceni. In ko združimo vse to, dizajn, uporabnost in varnost, dobimo nekaj, kar presega meje zgolj izdelka. Postal je kulturni artefakt, simbol naše digitalne dobe. V filmih ga vidimo v rokah protagonistov kot znak sodobnosti. Na družbenih omrežjih je orodje za povezovanje in ustvarjalnost. V kreativnih industrijah pa je postal nepogrešljivo profesionalno orodje. Ta perspektiva resnično postavi stvari v kontekst. Ne gre le za začasen pripomoček, ampak za zgodovinski predmet, ki bo morda nekoč v muzeju pričal o prelomnici naše dobe. No, ko potegnemo črto, kaj nam vse to pove o prihodnosti? Kakšen je zaključek te zgodbe? Če povzamemo, morda je iPhone najbolje razumeti skozi te 3 različne, a med seboj povezane poglede. Seveda je izjemno zmogljiva naprava, je tudi simbol, predmet kulturne teže, a v samem jedru je še vedno ideja. Nenehno prizadevanje za preprostost, harmonijo in uporabnost. In ta zgodba se seveda piše naprej, zato ostaja odprto vprašanje. Kam nas vodi ta nenehna evolucija tehnologije? Kaj sledi za našo osebno digitalno prihodnost?